V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisal nihče drug kot Gašper iz Celja, ki ga v življenju najbolj motijo cene sladoleda. Gašper pravi takole, citiram: "Podražitev nafte bomo preživeli, podražitev ogrevanja se bomo potrudili preživeti, ampak sladoleda pa ne damo." Ker v našem uredništvu o sladoledu vemo toliko kot komar o zelenjavni dieti, se pravi sploh nič, smo za mnenje poprosili človeka, ki brez dvoma obvlada sladice, saj že pred leti zelo uspešno prepeva o mentolovih bombonih. O sladoledu in življenju Gašperju odgovarja Zoran P. Gašper, zdravo. Kar se tiče sladoleda, jaz te razumem. Tudi jaz imam strašne probleme z njim. Kot prvo, ne vem, zakaj ga ne strežejo lepo v kozarcu pa slamico. Jaz sem že ta problem izpostavil, pa mi vsi pravijo: "Zoran, to moraš hitro polizati, preden se stali." Jaz pa pravim, jaz sem kantavtor, ne oni neki modri dirkač. Jaz sem kupil sladoled, je moj in ga bom jedel tako hitro ali tako počasi, kot se meni ljubi, okej? Ta svet se premika vse hitreje. Zadnjič sem šel do telefonske govorilnice, pa so jih vmes ukinili in izumili mobitele. To tako ne gre. V trgovini piše hitra blagajna, pa ni nič hitreje. Dokler jaz denarnico ven vzamem, vrednost evra pade za 2%. In tu je poanta, Gašper. Jaz nisem ekonomist, ampak če mene vprašaš, je točno v tem problem. Tako da jaz bi ti priporočal, da v momentu, ko dobiš plačo, kupiš sladoled za ves denar, ki ga imaš. Če ga boš imel v hladilniku, je to stabilna naložba. Če ga boš imel na soncu, so to likvidna sredstva. To je edini način, da se borimo proti podražitvam, Gašper. In upam, da sem kaj pomagal, zdaj pa res moram iti, ker lovim en avtobus iz leta 2016, tako da lepo mi bodi. Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil? Ja, a subscribe si se? Točno. Eviš, to sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.